Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci lokalne slovenjebistriške kabelske televizije v sredini Malega Travna, ko obeležujemo veliki teden in pričakovanje velike noči in drugih dogodkov. Sicer pa se je uvod v velikonočne praznike začel s cvetnim petkom in cvetno nedeljo. Pretekli in ta teden pa smo zabeležili tudi sicer zelo bogato bero dogodkov, ki smo jih uvrstili v informativno oddajo današnjega večera, tako da ste prijazno vabljeni k ogledu. Slovenjebistriška srednja šola organizirala državno prvenstvo v tehniki prodaje dijakov trgovskega programa. Sejem na cvetni petek, ki je bil v Slovenski Bistrici že 71. po vrsti, je vseboval bogato ponudbo in vrsto spremljevalnih dogodkov. Kljub modnim trendom še vedno veljajo določena pravila poslovnega oblačenja. Gasilci opravili prve treninge in izbirna tekmovanja za nastop na gasilski olimpijadi. 22. aprila festival miru in Šarhov pohod. Svetniki Slovenjebistriškega občinskega sveta na zadnji seji obravnavali kar 19 točk dnevnega reda. Policisti ponovno poročajo o kaznivih dejanjih, o kršenju cestno-prometnih predpisov in javnega reda ter miru. V športu o specialni olimpijadi in bistriškem teku. V rubriki Lokalne novice o opisani paleti dogodkov, v ospredju pa prav gotovo sejem na cvetni petek. V četrtek, 8. aprila, je potekalo v Slovenski Bistrici državno tekmovanje v tehniki prodaje za dijake trgovskega programa. Organizator je bila Slovenjebistriška srednja šola. Tekmovanje, katerega osrednji cilj je promocija ekonomskih poklicev, je potekalo kot odprt ustvarjalno-poučni dogodek za širšo javnost in se je odvijalo v 7 tekmovalnih kategorijah, in sicer konfekcija, živila, kozmetika, veliki in mali gospodinjski aparati, obutev ter barve in laki. Tekmovanje je potekalo na več lokacijah. Dijaki pa so morali prikazati svoje trgovske sposobnosti ter stike s kupci. V petek, 7. aprila, je v Slovenski Bistrici potekal že 71. tradicionalni kramarski sejem. Sejemski prostor je tudi letos obsegel 3 lokacije: Mestne ulice, prostor na nekdanjem dvorišču podjetja Kruzet in grajsko dvorišče. Organizatorji, Krajevna skupnost Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Medobčinska turistična zveza Slovenska Bistrica in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, so dogodek poimenovali Cvetni petek, pozdrav pomladi. Trudimo se tako na eni strani Medobčinska turistična zveza, na drugi strani, Zavod za kulturo in pa potem kot krajevna skupnost, kot organizator Pohorskega odred, da popestrimo, damo nove vsebine v samo to naše dogajanje. In jaz mislim, da so tako krajani, obiskovalci, ki pridejo širom Slovenije in nas obiščejo, kot tudi sami prodajalci, da so z različno vsebino toliko bolj zadovoljni. Stojnice so se šibile pod lesenimi izdelki, butarami, suhim sadjem, zelenjavo, mesnimi izdelki, oblačili in obuvali. Pestro je bilo tudi v gradu in njegovi okolici, kjer so se predstavila različna društva. Dogajanje so popestrili s kulturnim programom. Med drugim je nastopila godba Napihala Spodnja Polskava. Za vzdušje so poskrbeli tudi harmonikari Nina Jamnika.
Glede na tradicijo obrtništva v slovenjebistriških krajih so v goste povabili uspešne in ustvarjalne ljudi. Na motivacijskem srečanju in odprti debati so se srečali z Mitjo Goljarjem iz TV oddaje Štartaj Slovenija, ki je navdušil s svojim pristopom. V nedeljo 23. aprila bo v Slovenski Bistrici potekalo izbirno tekmovanje za nastop na gasilski olimpijadi. Ekipe gasilskih enot, ki bodo nastopile na tekmovanju, so trening za kvalifikacije v Slovenjebistriškem športnem parku opravile v soboto, 8. aprila. Svojo pripravljenost je preizkusilo tudi 6 enot, ki tekmujejo pod okriljem Gasilske zveze Slovenska Bistrica, in sicer člani B Šmartno na Pohorju, članice A Šmartno na Pohorju, člani A Tinje, člani A Kebelj, člani B Kebelj in člani A Oplotnica. V ponedeljek, 10. aprila, je v Slovenjebistriški knjižnici potekalo predavanje Zlatke Drev na temo pravila poslovnega oblačenja. Predavateljica je naznanila nekaj pravil o izbiri primernega oblačila za delovni dan, ki je poslovno primerno. Za dober vtis potrebuje sogovornik le 30 sekund, da oceni naš nastop, saj popravnega izpita ni. Strogi bonton in pa poslovno oblačenje je za strogi poslovni svet, kajti prvo sebe prodaš firmo in šele tretjo izdelek. In če sebe dobro prodaš, pol vse dvoje, ki sledi temu. Ko sem te stvari študirala, sem šla v zgodovino, pa tudi ikona je Leonardo da Vinci. Ko sem prebrala 4 knjige imajo v tej knjižnici o Leonardo da Vinciju, sem si jih enkrat vzela na morje, pa sem preštudirala, je Leonardo da Vinci napisal, tole stvar sem prepisala. In tukaj je prvič napisan, kako je obleka povezana z biznisom, z denarjem. A vidite? Se pravi, slikarji so se prodajali in če je imel dobrega oproda, lepo obleko, če je bil na nivoju z vedenjem, se je dobro prodal in je lahko ceno za fresko dvigoval visoko, tako kot Leonardo da Vinci. In on je imel stil. In vse karizmatične osebe imajo stil najprej pri oblačenju. Kajti obleka je uniforma. Do ljudi, ki jih moramo spoštovati, nosijo uniformo. Zdravniki, medicinske sestre, vojaki, policija. Je tako? Uniforma človeka ščiti. In jaz danes nosim uniformo. Skozi mojo uniformo ne vidite moje lastnosti, moje vrednote. In če jih poslovni partner pogrunta, kakšne vrednote glede na stil oblačenja, potem lahko pri pogodbi stiska na moje vrednote in zasluži tudi do 1 milijarde evrov. Odvisno, kakšen biznis se gre. Zato Nemci tudi, ko so tak škrt, povabijo nekoga, ki bo drugi dan podpisal pogodbo v gostilno, prideta 2 komercialista, kobajagi, da delata družbo mu, v bistvu pa ugotavljata, kako je s priborom, kak je oblečen, kakšne vrednote ima, in drugi dan v pogodbi dobijo 1 milijon takih večerij varjenih. Zato je naštudirana poslovna obleka, ki je uniforma, ki skriva moje vrednote. Razen, ko odprem usta, ko nehote govorim stavke, prepoznam temperament in vrednote ljudi in tam pa je bolj težje, vendar moraš imeti psihološka znanja. Ampak prva je obleka, podzavest se praktično ugotavlja. V torek, 11. aprila, so v Veteranskem centru na Brinju organizatorji na novinarski konferenci predstavili vsebino 10. festivala miru in Šarhovega pohoda, ki bosta potekala 22. aprila pri Treh kraljih na Pohorju. Slavnostni govornik bo predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. Pozdravni nagovor pa bo pripadel predsedniku Združenja Sever dr. Tomažu Času. Častna pokroviteljica prireditve je ministrica za obrambo Andreja Katič. V kulturnem programu bodo poleg orkestra Slovenske policije nastopili še člani mešanega pevskega zbora Črešnjevca, Tine Lesjak s pevci in Cicibani vrtca Otona Župančiča.
V sredo, 12. aprila, je zasedal slovenjebistriški občinski svet z 19 točkami dnevnega reda. Beseda je tekla o programu dela občinskega sveta v grbu in zastavi občine Slovenska Bistrica, štipendiranju, o energetski sanaciji javnih objektov, trendih varnostnih pojavov in investicijskem programu Laporskega vrtca in drugih dogodkih. V nadaljevanju so razpravljali še o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva, plakatiranju ter kadrovskih zadevah. Policisti slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 13 kaznivih dejanj, od tega goljofija, 6 tatvin, grožnja, 2 poškodovani tuje stvari, zalezovanje, zatajitev in lahka telesna poškodba. Slovenska Bistrica. Nekdo je poskušal v trgovini ukrasti nekaj proizvodov, vendar ga je varnostnik do prihoda policije zadržal. Devina. V bližini stanovanjske hiše je neznani storilec ukradel avtomobilsko prikolico in lastnika oškodoval za 250 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 12 prometnih nesreč, podali 2 obdolžilna predloga, izdali 48 plačilnih nalogov in začasno vzeli 6 vozniških dovoljenj ter enemu vozniku motorno kolo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 3-krat. Slovenski tekvandoist olimpijskega sloga VTA Ivan Trajković je zmagal na tekmi svetovnega pokala v Adagirju v Maroku. Udeleženec olimpijskih iger leta 2012 v Londonu je bil najboljši na turnirju do 87 kg. S tem rezultatom pa zopet potrdil, da je v letošnji sezoni v dobri tekmovalni formi, ki mu prinaša te vrhunske uvrstitve. V soboto 8. aprila je v športni dvorani Slovenska Bistrica potekalo regijsko tekmovanje Mariborsko-Pomurske regije v specialni olimpijadi, udeleženci pa so prišli iz 9 šol in zavodov za učence s posebnimi potrebami. 80 udeležencev je spremljalo prav toliko 80 spremljevalcev, pri izvedbi pa so pomagali tudi prostovoljci z Mariborske pedagoške fakultete. Tekmovanje je potekalo na 6 postajah, kjer so otroci udarjali balone, kegljali, hodili in se vozili z vozički med količki, prikazali elemente nogometa in košarke. Na koncu so bili vsi zmagovalci, saj je bil moto tekmovanja Pustite nas zmagati. Kljub vsemu pa so ocenjevalci na olimpijadi preverjali fizične in verbalne sposobnosti udeležencev ter njihovo samostojnost. Namen tekmovanja pa je čim več aktivnosti na prostem, športna udejstvovanja in socializacija. Regijsko tekmovanje je odprl slovenjebistriški župan dr. Ivan Žagar, zelo pa so se otroci veselili ob spremljevalnem programu, glasbi in druženju.
Slovenska Bistrica bila na cvetno nedeljo 9. aprila na športnem področju v znamenju 15. bistriškega teka po mestnih ulicah. Lepa nedelja je na to množično rekreativno prireditev privabila veliko množico tekačev in tekačic. Najboljši pa so za svoj dosežek v različnih starostnih kategorijah prejeli tudi pokale in kolajne. Kot že vsa leta poprej so najprej na stezo stopili najmlajši tekmovalci, ki klopi drgnejo v vrtcu, nato pa osnovnošolci, za njimi pa še srednješolci. Osrednji dogodek bistriškega teka je tek na 10 km, kjer je letos v moški in ženski konkurenci nastopilo okoli 100 tekmovalcev. Nastopajoči so letos prvič 2 kroga otekli na atletski stezi in se nato podali na mestne ulice. V absolutni konkurenci je bil najboljši član domačega atletskega društva Matej Šturm, ki je za 10.000 metrov potreboval 32 minut in 39 stotink. Pa ja, motivacija je bila za dober trening, proga je bila podobna kot vsako leto, razno teh 800 metrov na stadionu. Jaz sem zadovoljen. Čakate torej državno prvenstvo, potem pa tisti naslednji cilji, ki so v letošnjem letu pred tabo? Ja, predvsem izboljšanje osebnega rekorda na 5 km na stezi, naslednji teden 10, potem mogoče univerzijada in pa konec leta še Evropsko prvenstvo v krosu, tako kot lani cilj. S progo je v ženski konkurenci najhitreje opravila Helena Javornik, ki je svojo športno pot začela prav v Slovenski Bistrici. Tukaj so se v bistvu začeli moji pravi začetki atletske kariere in enostavno na začetku je bilo najlepše, mislim, se je bilo potem tudi, ampak teh stvari nikoli ne pozabiš in se z veseljem vračam, če vam le cajt sem v Bistrico. Še ocena tele proge tukaj po ulicah v Slovenski Bistrici? Ja, proga je malo razgibana, kar je sigurno boljše, kot da bi bila monotona pa ubijala pa neke ravnine. Malo je gor, koliko je gor je tudi dol, tekači so že navajeni, ker je že vrsto let ta ista proga. Zdaj je končno zmerjena, da je res čista 10, točno 10 km, zato smo tudi na stadionu malo tekli. In doma pač tekači, ki se zelo radi primerjamo med seboj, primerjavo, koliko zmorejo na cesti pravo 10 km. Še beseda dve o letošnjih planih? V planu imam samo, da tečem maraton na Islandiji 19. avgusta v Reykjaviku. Tam je Borut, mislim, da leta 87 zmagal in zdaj smo pač dobila povabilo in se vračamo gor. Zdaj bom pa poskušala jaz dobro teči tisti maraton. Drugače se pa sproti odločam, če mi čas dopušča, tečem, v bistvu še skoraj vsak dan, med vikendi pa kakšna taka uličarka malo za dušo. Na teku je nastopilo tudi veliko Bistričanov in okoličanov, ki imajo za svoj hobi prav tek. Na progi so dali vse od sebe in na koncu zadovoljni z opravljeno nalogo prečkali ciljno črto. Tek je super, odvisno je samo, kako si pripravljen. Drugače pa, kot vedno, bistriški najlepši tek. Super, fenomenalno občinstvo je bilo super, lepo vreme, res je bilo fajn teči. Tek je tradicionalen in zanimiv. Meni kot starejšemu ali pa staremu tekaču je pač ta 2 kroga po stadionu so skoraj malo preveč. Drugače pa je odlično vzdušje, vse super, ne? Ja, jaz moram reči, da je res zadovoljstvo, ponos, da sem se odločila pa da sem zmogla. Koliko je treninga torej v tem nastopu? Bistvo je za dušo, vedno tečem pa za sprostitev. Pomemben pečat dogodkov daje tek družin. Člani družine morajo cilj priteči skupaj. Največ pokalov z tega teka krasi prav vitrino športne družine Trajkovič. Ja, to ni problem, vsi smo vpeti v šport, vsak dan smo redno ali na stadionu ali na drugih objektih treniramo. To je pač del našega življenja in je to samo pač ena priložnost, da odlaufamo in pokažemo, da smo še vedno v formi. Ja, to je ena zelo lep dogodek, da se tudi družine pojavijo na tem teku, tudi pri vseh ostalih kategorijah, da malo popestrijo to tekmo in da se dejansko vse kategorije najdejo svoj način in svojo priložnost, da odlaufajo, da se to nedeljsko dopoldne preživijo v enem takem športnem vzdušju, v pogovoru, druženju in seveda dobrem rezultatu. 12. izvedbo je doživel tudi medobčinski štafetni tek. 3 tekmovalci ekipi so morali preteči 3900 metrov, na posameznika je torej padlo 1300 metrov poti.
Letošnja zasedba je bila raznolika. Med vsemi nam je najbolj v objektiv kamere padla zasedba župnije iz Slovenske Bistrice. Tekli so Primož Rajh, Milan Borko in bistrični župnik Jani Družovec. Zadnjič, ko sem enkrat šel probati ta krog, se mi je zdel malo kratek, danes pa se mi je kar malo vleklo. Kako ste torej akomodinirali, torej 3 člani ste bili v ekipi, ste imeli kaj tisti skupni priprav ali je bilo kar to, gremo pa bomo zmagali? Ne, gre bolj za sodelovanje, pa za špas, kot pa za resno tekmovanje, tako da važno je sodelovati. In danes je torej cvetna nedelja, velik cerkveni praznik torej in prav tudi tale bistriški tek ima še tudi posebno težo. Zagotovo se mi zdi, da smo danes tako lepo zaokrožili celotni dan, dopoldne s slovesnimi svetimi mašami in blagoslovom Butar, zdaj pa smo šli še malo razlaufati, tako da odlično. Da vse poteka po organizacijski plati brezhibno, že vsa leta doslej, skupaj z ostalo ekipo sodelavcev skrbi prav direktor Zavoda za šport Marjan Štimec. Moram reči tako, da z udeležbo smo mi zadovoljni. Mi smo se odločili, da ne bomo več šteli, koliko jih pride, ampak vsak, ki pride, je dobrodošel in vsak, ki odteče, je zmagovalec. Ker to je rekreacijska prireditev, ki ima namen združiti nekaj ljudi, ker če ste danes zjutraj 9 pogledali, ko so imeli vrtec svoj tek, je bilo to najmanj 500 staršev, plus 250 otrok in je bilo res lepo za pogledati in cilj tega teka je to. Negodovanja iz prejšnjih let so torej mimo in to, ko ste dejali, je potrditev tega, da se je bistriški tek prijel med torej domačini. Ja, mislim, mi zelo obveščamo za tistih enkrat na leto, 3 ure ali pa 4 ure, da imamo zaprto cesto. Jaz mislim, da vsak, ki je organiziran, ne more biti to neki problem in izgleda, da smo to res prešli in nimamo več teh pripomb. Spoštovani, oddaja se je iztekla, želimo vam lepe, prijetne, sončne velikonočne praznike, ki naj se raztegnejo v velikonočni ponedeljek, ko je treba iti malo naokoli, pozdraviti in voščiti ter se veseliti pomladi. Pa srečno do prihodnjič.